Živijo! Z vami sva Lučka in Matijas. In to je KM Show! Pa na muzika, ne? Pa par toti tu, šutimo iz leve, desne. Dobrodošli v tretji epizodi KM Showa. Najprej pa kot vedno začenjamo z infokanalom. Lučka, kaj se bo dogajalo ta mesec? 5.11. nas čaka izjemno zanimivo predavanje in sicer kompetence prihodnosti in moderni poklici in torej nekaj o zaposlovanju. Torej v okviru festivala Mladi Maribor pripravljamo eno predavanje v sodelovanju z Nefixom. In govorili bomo torej o modernih poklicih, pa torej o tem, kako narediti svoj življenjepis strašno bolj zanimiv, ko prideš na razgovor, da ni na njem samo en kup šol. Vkolikor pa vam ni do pisanja življenjepisa ali do iskanja zaposlitve, pa se nam pridružite 11.11. na predavanju na Zoomu, kjer bomo imeli predavanje o kriptovalutah. Se pravi, z malo truda lahko tudi vi postanete naslednji Bill Gates. Več informacij v opisu videa. Se pravi, vsako leto prej martinovanje, ga žingamo na trgu, letos smo doma, na Zoomu in se učimo, kako postati milijonar. Pa ti, veš kaj so kriptovalute? Veš, da vem. Ja? Se delam na tem, samo pač počasi bolj to gre meni. No da Bo bote z leti. više kot Matijas. Si zrihtal? Hvala. Vkolikor se še spomnite prejšnjega videa, sva za Lučko odpirala problematiko glede študentskih in dijaških praks. Nabralo se je kar nekaj komentarjev in Lučka? Ena izmed gledalk je v svojem komentarju torej napisala, da so na medicinskih fakulteti v Ljubljani dobili navodila, da je praksa, ki bi morali naslednji teden začeti v UKC-ju, torej odpovedana. In to je bila edina informacija, ki so jo dobili. Menim, da niti šole same ne vedo, kaj se bo s prakso zgodilo. Mislim, da je to neodgovorno v prvi vrsti. Jaz verjamem, da pač glede na situacijo, ki se trenutno dogaja v državi, da pač verjetno praksa ni ravno prioriteta, ampak jaz mislim, da je to pač stvar, o kateri bi morali tako dijaki in študentje dobiti vsaj neke informacije. Ja, veliko je vprašanj, veliko je tukaj čejev. Enostavno tudi mi smo že probali poiskati določene odgovore, zaenkrat, če nam to ni uspelo, vkolikor pa nam bo, pa seveda bomo vsi skupaj o tem obveščeni v naslednjem videu. Danes bova pa izžrebala tudi nekoga, ki bo prejel majhen tatu. Vkolikor se spomnite, smo v prejšnjem videu to tudi omenila kot nagradno igro in nekdo izmed vas, ki ste komentirali, bo tudi dobitnik le-tega. Tatu oziroma zmagovalca bova izžrebala zdaj. Zdaj. Ampak na koncu videa. Kaj? Kaj je bilo zdaj to? Nisi gledala še novega Borata? Kaj je to? Prosim, ne biti si tako Lučka, idite pogledati novega Borata, med drugim tudi, ker oglejte si, ne bo vam žal. Dobro, zdaj pa aktualne novice. Torej, kot veste, oziroma kot ste mogoče zasledili, verjamem, da predvsem tisti, ki ste v študentskih domovih, vam je ta tema zelo blizu, se pravi, študentski domovi so, se bi rekel, so začeli zapirati, ampak v bistvu so že zaprti. Zdaj, to je velik problem, to je velika študentska problematika, ki je odmeva po celi državi, ustvarjajo se tudi razne peticije proti temu, a vendarle enostavno se sami vemo, kako je, ko vlada nekaj določi, tako tudi ostane. Torej, Lučka, kaj bova komentirala na to temo? Ja, kak je zdaj? Kaj zdaj? Je lahko sploh kdo v študentskih domovih? V njih več ni študentov, razen, ostali so lahko le izjeme in to so tisti, ki delajo v bistvu za trenutno situacijo, se pravi, ki delajo, ne vem, v zdravstvu, se pravi, da so ogrožene skupine zaradi dela, da so v bistvu samo izolirani. Torej, da pač ne rabijo hoditi domov, da ne rabijo biti z družinami in tako naprej. Ja, to je po mojih informacijah. Kako pa so si lahko to privoščili država? Mislim, študentske domovi. Opala.
Pač kaj pa tisti recimo, ki so načrtovali, da bojo stali v študentskem domu ravno zaradi tega, ker imajo doma nekoga, ki je recimo, ne vem, rizična skupina. Mislim, da ravno zaradi takih pa... Ne, taki so morali domov. Ja, vem, ampak ravno zaradi tega pa zdaj tudi poteka ta peticija, ne? Da pač enostavno študenti so se uprli temu, zato ker tudi ne nazadnje, veš, veliko študentov, ki sploh nimajo doma dobrih odnosov z družino, ki jim je v bistvu to, da se lahko umaknejo in so sami v študentskem domu, v bistvu, kot bom rekel, prednost in navadili so se tako živeti in so za njih ta študentska leta, dobro, se so za nami tudi ta študentska leta, najlepša leta, ne, to zdaj malo. Veš, da je šolsko objavilo raziskavo, da naj bi letos, ko so morali študentje v prvem valu epidemije, torej zapustiti študentske domove, naj bi se torej nasilje in neustrezni pogoji v doma, torej so se zvišali za 10% od lani. Ja, verjamem. In v bistvu to je težavna problematika, ki verjetno pesti marsikoga, torej razlogov, zakaj bi morali študentski domovi za tiste, ki to potrebujejo, ostati odprti, je torej več. Verjamem, da tisti, ki želijo zavarovati nekoga doma, torej najdejo se taki, ki doma nimajo ustreznih pogojev za življenje, najdejo se taki, ki opravljajo kakršnokoli delo izven svojega torej domačega kraja, mogoče ni ustrezno oziroma ni državno pomembno, ampak delo je delo. Kaj pa tisti, ki recimo doma pomagajo s položnicami, pomagajo denarno, zdaj so ostali brez torej nastanitve, pa še brez študentskega dela, ker ne smejo zapustiti svoje občine. Res je. Kaj pa ti meniš? Sporoči nam spodaj v komentarju, če se tebi zdi fair to, da so torej zaprli študentske domove oziroma so morali vsi študentje, ki ne opravljajo državno pomembnih nalog, zapustiti svoje sobe, za katere plačujejo, zanje imajo torej pogodbe oditi domov. Se ti zdi, da bi torej morali zdaj v tem času, ko ne bo študentsko domov, torej prekiniti plačilo? Kaj meniš? Sporoči nam spodaj. Tako da če Matijas. Druga aktualna novica. Ajde, 3, 2, 1, gotovo. 3! Druga, aktualna novica. Torej, Lučka, ne vem, če si zasledila, ampak dejansko je trenutno situacija res fejs huda, kaj se tiče COVID-19. To se tudi kaže recimo čisto tako, UKC Maribor enostavno nujno potrebuje dodatno pomoč z vidika delovne sile. Ne, pač situacija je res resna. Še nedavno nazaj so iskali samo torej študente medicine, babištva, ampak v preteklih dneh sem zasledila, da torej iščejo študente vseh smeri za lažja fizična dela. Kaj to pomeni? Se ti zavedaš, kaj to pomeni? Da torej jim primanjkuje toliko rok, oziroma primanjkujejo jim ljudje, da iščejo torej vse študente vseh študijskih smeri. Verjamem, da bodo v UKC Maribor veseli čisto vsakega para rok, ki jih bodo dobili, tako da več informacij najdeš na njihovi Facebook strani in oba z Matijasom torej upava, da se vas bo prijavilo čim več in da se bo torej zadeva čim prej umirila. Bi vas pa rada torej še enkrat opozorila na torej družbeno odgovornost, na to, da čim manj zapuščate svoje domove, če le ni potrebno in pa da pač nosite maske in torej pazite drug na drugega. Kaj zaključujeva video že? Počasi pa, ampak nekaj nas še čaka. Nekaj še nas čaka. Ja, to, kar tudi vi najbolj čakate. Može? Dobro, ok. Spoštovani in spoštovane, čas je za žreb. Torej, kdo bo današnji zmagovalec in dobitnik malega tatuja? Torej, Jure Verver v okviru svojega studija Storylines Tattoo, ki je bil nazadnje pri nas, torej podarja en mali tatu. In da torej vidimo, kdo bo zmagovalec. Dva liska sem pojela. In zmagovalka je Asja Flamiš. Torej, Asja je komentirala prejšnji video in prosim, da spodaj v opisu videa najdeš naš infokanal in se nam torej javiš, da se dogovorimo za vse podrobnosti in torej, da se z Juretom potem dalje zmenita. Temo pa skroz način tako pravi. Skroz način. Kje si zdaj? Jaz moram, aha, ok. Se pravi, še enkrat čestitke zmagovalki in na tej točki mi dva tudi zaključujeva našo, vašo, kakorkoli, 3. epizodo KM-šova. Hvala še enkrat, da ste bili z nami. Ja, ne pozabite lajkati videa in se torej naročiti na naš kanal. Da vas opomnimo, kdaj torej vsak torek pride nova epizoda. In pa spodaj komentirajte video, da bomo pač imeli tudi vaše mnenje o trenutni situaciji v študentskih domovih, pa
tako naprej. In pa nič, se vidimo v pisarni, tokrat samo Na kavi to go. A pa by the way, kava je za 1 evro. Pač čisto Od 37 do 12. intermeca. Moramo biti skroz čip.